6:32, v Mateju 6:32 Jesús hablaba con sus discípulos je Jezus govoril s svojimi učenci y él decía, in je govoril: ¿por qué te preocupas con qué comer? Zakaj skrbiš, kaj boš jedel? ¿Por qué les preocupan con qué vestir? Zakaj skrbiš, v kaj se boš oblekel? Ustedes tienen un padre Vi imate enega očeta y este padre va a cuidar a ustedes. in ta oče vam bo dal vse. Nada va a faltar. Abandonas, oh Bog, ker popolna je tvoja vsa pot, ker popolna je tvoja vsa pot, ti vsem si popoln do nas, oh Bog. Razodetje 3:14. Rad bi še zadnjo cerkev obdelal v Razodetju, v kateri je Jezus pisal svoje pismo. In cela Božja beseda je navdihnjena od Boga, ampak v Ameriki obstaja sveta pisma, kjer to, kar je Jezus govoril, je v rdeči barvi. Tako da lahko vidiš, te, ki so direkt njegove besede, so v rdeči barvi. In je the best. Recimo, da si vzameš čas, pa samo rdečo barvo bereš. In je wow. In to, ko bom zdaj prebral, je v rdeči barvi. To je Jezus direktno govori cerkvi. In lahko vidimo njegov karakter in si bomo pogledali zdaj najslabšo cerkev v Razodetju. To je cerkev, v kateri Jezus ni imel ene dobre stvari zapovedati. In ne se bati, ne pobegam domov, ker boste videli, koliko je Bog, kakšna faca je Bog, haleluja. Koliko on cerkev, ki nima kaj dobrega zapovedati, nje pokaže največjo milost. In to se bomo danes pogledali. Res osupljivo, haleluja. Pogledali si bomo samo pravičneže, ljudi, ki nočejo imeti opravka z Bogom, kako jih Jezus povabi na večerjo in pol kar na svoj prestol. Sem noro. Vem, da je skregan z logiko, ampak to je evangelij. Preveč dober, da bi bil res, ampak je res, haleluja. Dajmo si pogledati v Razodetju 3:14. Angelu cerkve v Laodiceji piši, to govori Amen, priča zvesta in zanesljiva, začetek Božjega stvarstva. Poznam tvoje dela, da nisi ne mrzel, ne vroč. Da bi bil mrzel ali vroč. Tako pa, ker si mlačen in ne vroč, ne mrzel, te hočem pljuniti iz svojih ust. Praviš, premožen sem in bogat in nič ne potrebujem, pa ne veš, da si beden in pomilovanja vreden in ubog in slep in nag. Svetujem ti, da kupiš od mene v ognju prečiščenega zlata, da obogatiš, in belih oblačil, da se oblečeš in se ne pokaže sramota tvoje nagote, in mazila, da si pomaziliš oči, da bi videl. Svarim in pokorim tiste, ki jih ljubim, bodi torej goreč in se spreobrni. Glej, stojim pri vratih in trkam. Če kdo sliši moj glas in vrata odpre, bom vstopil k njemu in večerjal z njim in on z menoj. Kdor zmaga, mu bom dal, da z menoj sede na moj prestol, kakor sem tudi jaz zmagal in sem svojim očetom sedel na njegov prestol. Kdor ima ušesa, naj sliši, kaj Duh govori cerkvi. Amen. Wow. In ne dam samo malo zgodovine. Laodiceja je bila finančni center za tedajni svet. Tam so vladarji unovčevali svoje čeke. Zapravo, to je bilo neko mega mesto. Poleg tega so imeli ful hudo tekstilno industrijo, ki so imeli ene ovce s črno, tako močno volno, da so še ful prosperirali na tem področju. In samo ena zanimivost glede imena. Laodiceja je bilo 250 let pred Kristusom je bila ustanovljena, ko je vladar ustanovil in dal ime celemu mestu po svoji ženi. A mislite, da mu je bila pol hvaležna? A mislite, da bi bila pač tvoja žena hvaležna, če bi celo mesto po njej imenoval? Bi, dokler bi bil z njo, ker pol si najdel eno drugo žensko. In kaj je njegova žena naredila? Ubila ga je. In paf! In tako da Laodiceja pač ni glih neki dobra zgodovina. Ampak ostali so pa finančno-bančni center malo vzhodno od Efeza. In zakaj je to zanimivo? Je zato, ker Jezus, ki njim govori v bančnem jeziku, govorim tako, kot oni lahko štekajo in si bomo to pogledali. Zanimivo, v 14. vrstici Jezus pravi, da je on amen, da je on zvest in on je zanesljiv. Se pravi, oni so vse kontra tega, samo on je ta. On je glavna faca, on je amen, on je začetek, on je konec, on je zanesljiv, oni niso. In hoče jih najprej zbuditi.
Najprej jih mora zbuditi, najprej jim bo zdajle dal en šus v glavo, da sploh se pridajo. In dajmo se to pogledati. V 15. vrstici prav, pa kva nisi mrzel ali pa vroč, tako si pa mlačen, se pravi, ne morete nikjer prijeti. In mrzlota govori v človeku, ki ni prišel Hevsom, ampak živi pod zakonom in je mrzel in je hladen in se hoče samo upravičiti, živi pošteno, samo pravično življenje, nekje v psalmu prav, da zakon dela, da vse zmrzne, dela hladnoto in v bistvu ne moreš biti, v bistvu črka, kar govori v zakonu, ubija, piše. Se pravi, si to hladen, da umreš na koncu, če se seveda ne obrneš v Božjo milost in najdeš odrešenje. In problem je, v bistvu je boljš, da si pod zakonom in si mrzel in se trudiš biti pravičen, brez Jevsa, kakor da narediš en mlačen miks, ki ga Bog ne more spiti. In narediš miks kao, ok, se Jevs je umrl za nas, ampak vseeno pač verjamem v to, kar jaz delam. Jaz se spomnim, ko sem Jezus razodel v eni katoliški vasi, v Žlebiču na Dolenjskem, sem trkal na vrata ljudem in sem jih sprašal o Jezusu in najprej sem videl, če imajo križ okoli vrtu. In sem rekel, ste vi kristjani? Prav, ja. Sem rekel, me lahko pripeljete k Jezusu in me noben ni mogel. Ful zanimiv. Ja, jaz sem eno svojo varianto. In vsak je imel neka svoja dela, svoje variante in to je katastrofa. A je tako, dostkrat hočeš komu povedati o Jezusu in prav, ma ja, se jaz sem že kristjan. A se vam zgodi to? Se jaz imam že vse sakramente. Človek nima odnosa z Bogom. Človek sploh Jezusa ne pozna. In to je ta mlačnost, ki v bistvu dva svetova hočeš združiti. Hočeš verjeti v Jezusa in cerkev vera v Jezusa si odrešen samo po milosti. Nikako drugače. Tukaj ni prostora za tvojo samopravičnost. In to pomeni, da si vroč, da prekipeva Božja ljubezen v tebi prekipeva. Kako biti vroč za Boga? Kako si lahko vroč? Vsa resnica je vzporedna. Zato je Jezus veliko govoril v prilikah. In če hočeš videti paralelo vroč pa hladen, si lahko pogledamo moškega pa žensko. Recimo, a si bil kdaj zaljubljen in si ful vroč, a je tako, una oseba ti je wow, vse bi naredil za uno osebo, a je tako, vse bi razdal, garov bi za to osebo, vse bi razdal, samo o tej osebi razmišljaš, ful si zaljubljen in si ful vroč. In če bi ti zdaj, jaz se spomnim, ko sem bil prvič zaljubljen, sem rekel svoji punci, zdaj tu, če bi Marilyn Monroe prišla do mene in ne bi pogledal. In sem jim mislil, koliko bom fasciniral. In to pomeni, da si vroč, ko imaš rad Jezusa, in on ima rad tebe in si poln Božje ljubezni. To pomeni, da si vroč. Razumeš? Biti vroč ne pomeni, da moliš pa slaviš 24 ur na dan. Ne pomeni, da Biblijo bereš 10 ur na dan. Razumeš? Karkoli ti delaš, da bi dosegel to, da boš vroč, si totalno zmeden. Si v bistvu mlačen. Karkoli delaš, da bi dosegel Božjo milost, boš padel v mlačnost. Razumeš, da moje slavljenje je samo odziv na to, kar sem sprejel. Ker me Bog ljubi in zdaj mu jaz vračam. Zato, ker me Bog to ljubi, ker sem sprejel njegovo ljubezen. Zato sem jaz lahko cel dan v njegovi prisotnosti. Sploh ne vem, da sem 3 ure molil, razumeš? Lahko pa rečem nič, molil bom 3 ure, da si zaslužim Boga, da pridem v njegovo prisotnost, da me bo Bog imel rad. In sem vse skupaj naredil eno mlačno krščanstvo, ki ne zadovolji nobenega, niti mene. Etko. In v bistvu farizeji so bili dosti na tem področju močni in ne misli, da se to ne more nam zgoditi. Etko. Ne misli, da je to nekaj v preteklosti. In zato je boljš bi bilo, da so bili mrzli. In meni nikoli ni bilo logično, zakaj Jezus hoče, da je človek mrzel? Zato, ker je boljš, da se držiš zakona in si hladen in ne računaš na Božjo milost, ampak se sam toliko trudiš, dokler si glave čisto ne razbijaš in pol vidiš, da ti ni pomoči in kaj boš naredil, spreobrnil se boš. Zakon, dajmo si pogledati, kaj naredi. Ker zakon je fenomenalna stvar. Jaz imam ful rad zakon in mi je všeč, da zakon obstaja, ampak moraš vedeti, zakaj obstaja in kaj je njegova funkcija. Moraš vedeti, komu je Jezus kaj govoril. Ene stvari ni govoril tebi. Ene stvari je govoril tebi, ene stvari je govoril ljudem, ki so takrat živeli, ene stvari so pa za celo večnost. In dajmo si pogledati malo funkcijo
zakona. Biblija je živa in se ful premika tudi po mojem ekranu, haleluja. Ampak jo bom pač probal najdeti spet. Tukaj je prav v Rimljanom 3. Rimljani so the best, recimo prvih 8 poglavij, če prebereš Rimljanom, boš videl cel začetek sveta, kako je človek padel v greh, kako je Bog dal zakon, kako je pol dal milost in kako lahko to spremaš in zdaj živi zmagovalno življenje. Dajmo si 3. poglavje, Rimljanom 3, 19 do 24. Si pogledamo, kaj je smisel zakona. Vemo pa, da kar govori postava oziroma zakon, govori tistim, ki so pod postavo, da umolknejo vsaka usta in se ves svet spozna krivega pred Bogom. Zato se z deli postave ne bo opravičil pred njim noben človek, kajti po postavi se greh le spozna. Zdaj se je brez postave razodela Božja pravičnost, izpričevana s postavo in preroki. Božja pravičnost po veri v Jezusa Kristusa za vse in nad vsemi, kateri verujejo, ni namreč razločka. Zakaj vsi so grešili in so brez Božje slave. Opravičanje pa jim daruje njegova milost po odrešitvi, ki je v Jezusu Kristusu. Se pravi, če si ti hladen, se pravi, če ne mešaš postave pa milosti, da ne delaš enega modernega miksa, kjer rečeš, maja, imamo milost zato, da se držimo zapovedi. In skozi delaš en miks skupaj in pol praviš, maja, se sem odrešen, kad delam te pa te stvari. In pol imaš feeling, maja, danes sem dosti molil, danes me bo Bog uslišal. In cerkev največji razlog, ki ga jaz vidim, zakaj ljudje odpadejo od Boga, je zato, ker so molili, pa jih Bog ni uslišal. Bog ni videl, Bog ni hotel pomagati, Boga ni bilo, ko sem ga najbolj rabil. In je čist zgrešena teologija, čist mimo. To je čist mimo. Cerkev Jezus je že vse naredil zate. On je že plačal ceno zate na križu. On je umrl za vse tvoje grehe. On je plačal za vse tvoje odvisnosti. On je odnesel vse tvoje bolezni na križ. On je celo tvojo družino že odrešil. Problem je, ker ne znaš tega vzeti. Haleluja. Problem je, ker milost je pogrnila mizo, ti pa z vero nisi iz te mize vzel dol. Okay? Zakaj? Zato, ker si šel prosjač od Boga. V petek je prišla ena gospa, ker so zdravniki dvignili roke od nje in zaradi raka. In sem rekel, mi ne bomo prosili, da te Bog zdravi. Mi bomo napadali raka in ga prekleli, da se posuši in odpade v tebe v imenu Jezusa, ker Bog nas ni poslal moliti za bolnike, ampak ozdravljati bolnike. Amen? A opazite to razliko. Ker kaj se zgodi, če ti prosiš Boga, da te ozdravi, pa umreš od raka? Kaj je po rezultat? Bog te ni uslišal. Problem je, da žoga je zdaj na tebi. On je že vse naredil. On je plačal za vsako bolezen, že prilil svojo kri. Amen? Zdaj moraš ti to sprejeti po veri, se zahvaliti, amen, in napasti bolezen, da gre stran. Amen? Zato In zdaj, če živiš v miksu, da ne razumeš Božje milosti, se boš vedno sprašal, a sem dosti dober, da me Bog usliši. A pravilno živim, da lahko sprejmem zdravljenje. In naj ti povem, nikoli ne boš dosti dober. Zato, ker v Rimljanih lepo piše, po delih se noben ne bo opravičil, zato, ker smo vsi grešili in smo izgubili Božjo slavo. Amen? Zato ne misli, da bo tebi uspelo. Edini način, da ti uspe, je, da sprejmaš Jezusovo pravičnost in tako si vroč za Boga, ne pa ena mlačna pijača, ki noben ne more piti. In problem je, ker to dosti ljudi ne razume. Jaz, ker sem prvič to bral, sem mislil, še bolj moram garati za Boga, da bom goreč. Sem mislil, ne smem biti mlačen, več moram slaviti, več moram brati Biblijo. In pa sem bil še bolj izčrpan, kot preden sem ta citat bral. Razumeš? In namesto, da bi bil še bolj goreč, sem bil še bolj mlačen, kot preden sem to prebral. Zakaj? Ker to ne govori o tem. Razumeš? In pol ljudje pravijo, Bog te bo izplunil iz svojih ust. Ste kdaj slišali to? Če boš mlačen, te bo Bog izplunil. Ne ti povem, Bog te ne more izpluniti, če si ti del njegovega telesa. A si kdaj videl koga, da je bruhnil ven svoja jetra, ali pa svoja pljuča, da je ven, ali pa svoj mezinc, da je ven bruhnil? Tudi če si najmanjši ute, Bog ne more ven bruhniti, ker ne more noben svojega organa bruhati ven. Razumeš, da to ni logično. On izpljune ven doktrino, ki meša milost pa zakon. On tega ne more brati, ne more popiti. On ne more popiti samo pravičnosti. On ne more popiti samo zadostnosti.
On ne more popiti življenja, ker si ti ful pravičen brez Jevsa. Ne more, tega pa Bog ne more spiti, razumeš? In naj ti povem, Bog, ko beremo o njemu v razodetju, je isti Bog, je isti Jezus. To ni drug Jezus, to je isti Jezus, kakor bereš o njemu v evangelijih. In a si opazil, s kom je Jezus imel probleme v evangelijih, haleluja? A si kdaj videl, da se je ful zapel s kakšno prostitutko, pa je ful začel obsojati, da je ful v grehu in da nikako ne bo prišlo v Božje kraljestvo? Da zdaj pa preveč, zdaj pa tumač, zdaj pa že 5. moža ima in zdaj pa konc, zdaj pa ne gre v peko in ne ga neha vznemirjati. A ste kdaj videli kaj tazga? A ste videli, da se je razjezil med kom, ki je bil bolj preprost, pa ga ni čist dobro štekel, preko, ma kva ti budala, nič ne razumeš. Pejte v šolo pa se uči. Ne, on samo na eno vrsto ljudi se je razburil in to so mlačneži oziroma samopravičneži. Ljudje, ki naj bi bili Božji ljudje, pa niso bili. In to je skupina ljudi, ki bi danes lahko rekel religiozni kristjani. Ki mislijo, da so kristjani zato, ker nekaj delajo, ker se držijo nekih sakramentov, nekih obredov, nekih pravil. Naj se ti to ne zgodi, prijatelj, haleluja. Ti, če bi rad bil vroč, se ne sprašati, kva moram delati zdaj več, kaj moram povečati, kaj moram, ti se raje vpraš, kakšen je tvoj odnos z nebeškim očetom. Raje se vpraš, kdaj sem se nazadnje zaljubil v Boga, haleluja. Kdaj sem nazadnje dovolil Bogu, da me objame, haleluja. Kdaj sem se nazadnje osvežil v svetem duhu, haleluja. Amen. In naj ti povem, ko si ti poln svetega duha, tebi na misel ne upadlo, da bi šel pa žalil Boga, etko. Ti boš avtomatično, boš ful slavil, pa ful verjel Bogu in boš bral Božjo besedo, ko ne boš mogel živeti brez nje, razumeš? Jaz sem bil na dopustu, zdaj mislim, da šele po enem mesecu spet pridigam. Ampak jaz nisem ful pogrešil pridigane cerkve. Jaz sem ful pogrešil skupno slavljenje, oboževanje in druženje bratov in sester v te skupnosti, ki jo imamo tukaj. To sem najbolj pogrešil. Ampak Božjo besedo sem imel sabo, skozi. Jaz sem vsak dan bral Božjo besedo na dopustu, to ne govorim s to, da bi se hvalil. Ampak ne ti povem, nisem jo zato bral, ker sem se bal, da me bo Bog v Grčiji zapustil, če nam bral Biblijo. Ali pa da bom zdaj mlačen rato, če nam bral. Jaz se nisem zaradi strahu bral, štekaš, to je razlika. Ful kristjanov vse, kar dela iz strahu. In pol pride pridigar in jim ful utruje, kva mora delati, če ne bo od Boga odpadel. In pol kaj dela? Še več tega miksa mlačnosti meče na folk. In na cerkev naš job je, pridigarjev, da ti pokažemo, koliko je Bog dober, haleluja. Da se ti zaljubiš v Boga, haleluja. Da pride razodete Jevsa čez pridigo v tvoje življenje in se ti srečaš z Bogom in rečeš, wow, vse bom dal za Boga, amen? Loti pa jaz težim, koliko procentov daješ v krščanski center, haleluja. Namaz, da bi ti težil, del vse Bogu, me vsemu predaj, haleluja, in boš osvobojen, haleluja. In točno to Jevs naredi tem ljudem. Poglejmo se tukaj. Se pravi, najbolj negativna cerkev, ki jo je Jezus srečal, ki je pravi, bož bi bilo, da bi bili pod zakonom, kakor to, kar ste zdaj naredili. En tak religiozen miks iz krščanstva, ki v bistvu misliš, da si kristjan, pa nisi. Okay. In poglejmo, kako je Jezus še govoril v evangelijih s temi ljudmi. V Mateju 23. Matej 23 je the best, da vidiš, kako deluje farizejski duh, samo pravičnosti, ki miksaš neko svojo pravičnost skupaj z darom milosti, ki je pa samo po veri v Jezusa. Haleluja. Poglej, kaj je prav, v 24. pa 25. vrstici, oziroma gremo v 12. v drugo vrstico. Mojzesovo stolico so zasedli pismovki in farizeji. Vse torej, kar vam porečajo, storite in ubogajte, po njihovih delih pa se ne ravnajte. Govorijo namreč, pa ne delajo. Vežejo težka in neznosna bremena, ter jih nalagajo ljudem na rame, a sami jih še s prstom nočejo premakniti. Vsa svoja dela pa opravljajo zato, da bi jih ljudje videli. Napravljajo si namreč širše molitvene jermene in na oblekah si povečujejo obeske, radi imajo na gostijah prva mesta in v shodnicah prve sedeže in da jih ljudje na trgih pozdravljajo ter kličajo rabi, to pomeni učitelj. Vi pa se ne dajajte klicati z imenom rabi, zakaj eden je vaš učenik, vsi vi pa ste bratje. A ni to the best, haleluja.
Zato jaz nimam nobene ovratnice tle okoli, niti in nikoli ne bom imel, haleluja. A ni to odštekano, kako se en ljudje čist drugače oblečejo in izgledajo, kot da imajo ene ovratnice, da jih mora nekdo voditi, ali kaj, ne vem, zakaj je to, haleluja. A razumeš, da smo vsi bratje med sabo, amen? Ni človeka, ki bi ti lahko odpustil grehe, ki je neki višji v hierarhiji, kakor ti nad Bogom. A razumeš, haleluja. Prava cerkev, smo bratje in sestre, naša glava je pa nadškof Slovenije. Ne, Jezus Kristus, haleluja. Poglej zdaj naprej. Tudi nikogar na zemlji ne kličite oče, zdaj bo rekel duhovni, drugo je, da imaš ti očeta doma, pa rečeš ati, očka, oče, karkoli. Ampak ne ti na pamet ne pride, da bi me rekel oče Klemen. Vi se smite, ampak to ljudje delajo v enih cerkvah. To je malikovanje, ne povem, to je malikovanje, to ni Božja volja. Poglej, zakaj? Zakaj? Zato, ker je Jezus rekel, lej, eden je vaš oče, ki je v nebesih, bravo, v nebesih, amen. Ni na nobenem prestolu religioznem ne sedi in se mu vsi klanjajo in kušujejo njegove roke, razumeš? Je v nebesih, haleluja, ne malikovati ljudi. Tudi se ne imenujte voditelji, zakaj? Eden je vaš voditelj, Kristus, haleluja, amen. A ni to the best? Kdo je naš lider? Kristus, haleluja. Kdor je med vami največji? Naj mu vsi perejo noge in mu nosijo denar. Narobe sem prebral. Kdor je med vami največji, naj bo vaš služabnik, strežnik, natakar. Amen. Amen. Bi rad bil ful velik v krščanskem centru, začni ljudi spraševati, kva rabijo, pa jim prines. Amen. Začni služati ljudem. Amen. Če hočeš biti večji v Božjem kraljestvu, bod služabnik vsem. Haleluja. Amen. A nima Jezus, meni to ful všeč. Ne vem, ko je s tabo. A vam je všeč to? To je Božje kraljestvo. Kdor se bo poviševal in hodil preko trupla svojih sodelavcev, bo dobil večjo plačo in boljši položaj. Ne. Bo ponižan. In kdor se bo poniževal, bo povišan. Amen. Glih kontrasistem. Poglej si 24. vrstico. Slepi vodniki, ki predsejete komarja, a kamelo požirate. Gorje vam pismovki in farizeji, hinavci, ker čistite čašo in skledo od zunaj, znotraj pa ste polni ropa in neizmernosti, slepi farizeji. 27. Gorje vam pismovki in farizeji, hinavci, ker ste podobni pobeljenim grobovom, ki se na zunaj kažejo čedni, znotraj pa so polni mrtvaških kosti in vsakašne gnosobe. Tako se tudi vi ljudem na zunaj kažete pravične, znotraj pa ste polni hinavščine in krivice. Amen. Viš, to je miks. To je miks. Ko misliš, da zato, ker si svoja zunanja, probi zdaj pozabiti, da smo o farizeji govorili, vse razmišljali. Ti, vedno, ko si fokusiran na to, da boš na ven zgledal duhoven, si farizej. Amen? Vedno. Ko hočeš na ven zgledati, wow, jaz sem duhoven, moram takole roke dvigati, moram tako skočiti. Zraven pa razmišljaš, ful, kako bilo boš, če bi gledal košarko danes, tako, ali pa nekaj drugega. Ampak si tle ko hočeš zgledati nekaj, tako. Razumeš, to Bog ne more pogoltniti, to ga ne moreš zadovoljiti s tem, razumeš? Pa lahko rečeš, mana če eno uro bom slavil, da bom vsem dokazal, da res znam slaviti. Ali pa moliti, ali pa brat Biblijo, ali pa karkoli. Ali pa še več bom pričeval, še več bom na ulicah pridigal. Jev se je rekel v 1. Korinčanom 13, ko govori o ljubezni, lahko se daš za kurt, pa če nimaš ljubezni, si 0 od 0. A razumeš, koliko radikalno? A bi se ti dal za kurt za Jezusa? A razumeš? Kakšna radikalnost? Tebi se zdi, da si že radikalen, če si se upal svoji teti za Jezusa povedati. Pa že misliš, koliko si heroj vere. Ampak daj se zažgati za Jezusa. Ampak še vedno si 0 brez ljubezni. Amen? A razumeš, da vse to so mrtva religiozna dela, to je mlačnost. In zdaj gorečnost pa ni to, da zdaj pa še ful več delaš, pa se znojiš za Jezusa. Gorečnost je pa, da se zaljubiš v Jezusa. Da pustiš, da njegova vročina, njegove ljubezni začne kurt tvoje srce, razumeš? Da ogenj njegove ljubezni začne vsako celico tvojega bitja razžirati in uničuje vso zlo v tebi, ker se družiš z njim. Amen? In postaneš njemu podoben, haleluja. In potem si, wow, haleluja, zaljubil njega. Amen?
Tako da ti ne moreš preveč verjeti v Božjo milost, a razumeš? In ljudje pravijo, to Klemen učiš poceni milost, ker v bistvu daješ ljudem licenco, da lahko grešijo. A sem jaz zdaj v cerkvi rekel, da je ful fajn, da grešimo? Ste me kdaj to slišali? Da sem rekel, manač, dajmo grešiti, itak nas ima Bog rad. Čeprav lobi kdo od vas to tako razumel. Jaz ne rečem, ker tudi Pavla so tako razumeli v Rimljanih 6, so rekli, kva zdaj, lahko grešimo, ker nismo postavljeni pod milost. Rekel, nikakor ne, ker komorkoli daš svoje ude za služabnika, temu boš služil. Če daš svoje ude grehu, boš zvezan z grehom. To je zakon, razumeš. Zato se ne predajati grehom, ampak po drugi strani si pa ne nikakor probati zaslužiti Božje milosti, ali se pa bati Božje milosti. Ker kdor se boji, sploh ljubezni ne pozna, tako. Ker v ljubezni ni strahu. Razumem, da tvoje krščansko življenje mora biti življenje, kjer ni nobene obsodbe in strahu. Amen? Amen? A se strinjate z mano? Ali misliš, da rabaš krščansko življenje, kjer si vedno malo v strahu, a sem dober ali nisem? A sem res odrešen ali nisem? Ne ti povem, če tako živiš v miksu. Še nisi prišel totalno hevusu. Ampak še vedno računaš nase. Še vedno si samo pravičen. In zato nikoli ne boš zadovoljen s takim krščanstvom. Ne ti povem. Jaz sem si rekel, še kadit neham, pa bom pa usvobojen strahu. Pa ne več usodbe, sam še kadit moram nehati. In pa sem nehal kadit in še vedno sem se isto počutil. In pa sem že vse nehal, ker sem mislil, da me moti. In še vedno nisem bil dosti dober. Zakaj? Ker sem se zanašal na to, koliko jaz molim, koliko jaz berem Biblijo, koliko jaz drugim govorim ali pa koliko komu nisem povedal, zajel sem se pa slabo počutil. Razumem, to je vse brez veze. Tvoj performance je sam toliko dober, kolikor poznaš Jezusa. Amen. In samo za te stvari, ne ti povem, ti boš nagrado na koncu življenja dobil, samo za te stvari, ki jih je Bog čez tebe naredil. Ne to, kar si ti za njega delal. To bo šlo, to bo zgorel. Zakaj? Ker so to tvoje pravično delo, ker so umazana cunja pred Bogom. Edin, kar si pa dosegel v tem, kar si dovolil, da on čez tebe deluje, to boš pa nagrajen. Amen? Zato bo vroč. Kako? Da se zaljubiš v Jezusa. Amen? In zdaj ljudje pravijo, razumeš, da jaz ne pridigam poceni milosti. A ti povem zakaj? Jaz ti povem, Bog te ljubi, ne glede na to, kaj delaš, te ljubi. In to ni poceni. Zato je mogel Jezus umreti. A razumeš, da je Bog mogel dati svojega sina, da jaz lahko to rečem. Da jaz lahko rečem, danes, a veš, koliko te ima Bog rad? A veš koliko? A kdo ve, koliko te ima Bog rad? Ne mi kdo pove, koliko te ima Bog rad? Kdo je? Ok, to je cena, ampak koliko te ima rad? S kom bi to primerjali? Kokr koga? Bog te ima isto rad kot Jezusa. Amen. A ti to verjameš, da te ima Bog isto rad kot Jezusa? A je tako? To je pa težko verjeti. Amen, to je pa težko. A je tako, da nebeški oče je ful ljubil Jezusa? A se strinjaš? Jezus je rekel, Jezus sam je rekel, oče ljubi sina in mu vse pokaže. To je ta ljubezenski trikotnik. In zdaj, ne ti povem, v tem trikotniku sva jaz pa ti. Amen? On z isto ljubeznijo, ko ljubi Jezusa, z isto ljubi tebe. Haleluja. In zdaj, cerkev, da jaz to lahko rečem, to ni poceni milost, ta milost je bila plačana s krvjo Jezusa. Amen? Izredno draga je bila ta milost, cerkev. Boga je koštala vse. Ampak ta milost bo trajala, dokler ne umreš. Ko umreš, pol pač je prepozen. Če si jo sprejel, preden si umrl, boš odrešen. Če jo nisi sprejel, boš pogubljen. Ker se brez Jezusa ne moreš odrešiti. Amen? In zdaj, naj ti povem, poceni milost to ne obstaja. Obstaja pa poceni zakon.
A si kdaj jaz sem o tem včeraj razmišljal. Včeraj nisem nič drugega mogel delati, samo v teh citatih not sem bil. In cerkev, opazil sem, da obstaja pocen zakon. Ker zakon, prej sem rekel, zakon je the best. A je tako? Ampak pust ga, kakršen je. Ne ga spreminjati. Ne vzeti samo en del zakona, ki je te všeč, okay? Pa ga miksati skupaj z milostjo, da boš en konglomerat evangelija naredil, kjer imaš in zakon in milost. A je tako? Ne smemo rabimo balans. Moramo dati, veš, milost ima to, da se držimo zdaj zapovedi. In si totalno uničil dobro novico. Ker spet se fokusiraš to, kva boš delal. Razumeš, da to je pocen zakon. Zakon, če bi se ga rad držal, se drž celega zakona, je rekel Jezus. Drž se pol celega zakona. Školiko je tega? Ne, mogoče. Jaz sem povem, vsak od nas le not krši zakon. Vsak. Ker ni samo 10 zapovedi, še dosti več. Eno je, kakšen tekstil lahko nosiš. Ti povem, malo sintetike si že adijo. Da ne govorim, kva si vse jedel, preden si sem prišel. Da gremo pa zdaj še na moralni nivo, kaj pa Jezus dvignil cel zakon na moralni nivo, kdo je samo pomislil na poželjivost, je že kriv prešuštva. Kdo je samo za sovražil brata, je že kriv umora. A razumeš, kdo nas bo rešil? Ni rešitve. In pust zakon, tako je. Amen. Zakon more biti surov, more biti neugoden, more biti hladen. Zakaj? Da ti pokaže, da si grešnik. Ker se ne moreš sam odrešiti in rabaš kaj? Vročo Božjo milost. In pa se lahko vržeš čist na Jezusa. In ne ti povem, dokler se še zanašaš na svoje dobro delo, živiš v miksu. Amen. In za biti kristjan rabaš pa ful vero. A je tako? Rabaš vero, drugače ne gre. Dajmo si to še naprej pogledati. Zdaj sem šel v eno stran, zdaj bom šel še v drugo. Poglejmo si tole. Naslednja vrstica, če greste nazaj v Jezusovo pismo Laodiceji, in Jezus zdaj govori nekaj, ki je ful praktično za danes in ki veliko Slovencev tako živi. Poglej, kaj je prav. V 17. vrstici. Premožen sem in bogat in nič ne potrebujem. Amen. Jaz ne rabim Jezusa. Okay? Ti, ki pač rabaš eno berglo, mi imamo berglo na križu, ste opazali. In ljudje pravijo, ja, križ, Jezus, to je ena bergla, veš, za une, ki pač so toliko šibki in zdaj rabijo pač nekega Jezusa in je oni, in je zdaj bergla, ki ne znajo sami hoditi. A je tako, večina ljudi taki. Pravim, jaz ne rabim Jezusa. Jaz sem dost močen, ne rabim Jezusa. In takšni so bili te kristjani. Imam vse, sem premožen, sem bogat, nič ne rabim. Cerkev, to je ta mlačnost, to je ful neugodno stanje. In dostkrat, ko priješ Jezusa in se v eni potrebi, in recimo imamo šolo ozdravljene in se učimo, kaj nam pripada v Božji besedi, in potem gremo v vojno in rečemo, dajmo to po veri sprejeti. Nomo več žrtvi bolezni, greha, odvisnosti, pripadati polno življenje. In zdaj pripadati prosperiteta, ne revščina. Ampak problem v tem je, da če si želiš ful uspet, zato, da več ne bi rabil Jezusa. Etko, si rečeš, what the best, sploh mi več ni treba moliti za hrano, ko imam dost keša. Lahko si kupam kjerkoli avto, lahko grem kamorkoli hočem in to je ful nevarno stanje. Ker naenkrat si premožen, bogat in nič ne potrebuješ. Ful nevaren, haleluja. Ti moraš biti vedno v stanju, ko si odvisen od Boga, haleluja. Naj ti povem, Jezus je rekel, če nisi kot otrok, ne moreš priti v Božje kraljestvo. A je tako? In jaz sem o tem razmišljal, recimo, če se ti hočeš osvoboditi ene stvari, ki ti ni všeč v svojem življenju, in greš in ful moliš in vzameš vero in greš v fajt. To ni prava pot. Prava pot je, da vse, kar ko se ti dogaja, delaš skupaj z Bogom. Amen? A je tako, da otrok je otrok zato, ker on sam nič ne more narediti. On zaupa v svoje starše. Otrok, jaz se spomnim, ko sem bil otrok in sem prvič slišal, da moj oče se z mamo pogovarja, kako bo en račun plačal. Smo bili v stojenki, jaz sem odzad sedel.
In sem si mislil, wow, kakšen pritisk. A bom jaz tudi mogel račune plačevati, sem vprašal. Razumeš, da otrok ne sprašuje teh vprašanj. Amen. Oče pravi, da bo vse v redu, on pravi, vse bo v redu. Amen. On ne gre zvečer spat, pa se sprašuje, bom dobil za jesti, zjutraj ne bom. Če zaupa svojim staršem, jasno. Drugo je, če si bil zlorabljen, pa nisi imel ta pravih staršev. Okay, ampak Bog je dober starš, tako, njemu lahko zaupamo. Amen. In zdaj, če bi rad bil kristjan, pa hočeš biti neodvisen od Boga, kaj se ti bo zgodil? Postal boš mlačen. Bog te bo lahko sam še, ne tebe, ampak ta stil razmišlja, lahko sam splun ven iz svojih ust. In lahko se ti zgodi, jaz ne rečem, da ne, lahko se ti zgodi, da odpadeš od Boga, jaz verjamem to. Ampak to se moraš ti odločiti, ne Bog. Bog te nikoli ne bo zavrgel. V Janezu 6, on pravi, kdorkoli pride k meni, ga nikoli ne bom zavrgel. Amen? A veste, da to prav? Mi verjamete, vam moram citirati. Jana 6:37. Kdor pride k meni, ga ne bom nikoli, a lahko rečeš nikoli, ga ne bom nikoli zavrgel. Razen, če je v uni kategoriji mlačnih kristjanov iz razdelitve 3:17. Ne, nikoli. Kdorkoli. Okay, ne piše, kdor se ful drži zdaj evangelija in ne greši in hodi v popolnosti, njega ne bom zavrgel. Ne, prav, nikoli, nobenega. Kdorkoli pride k meni. Sam pogoj je kaj, da prideš k njemu. Amen? Se pravi, tukaj imamo problem cerkev, ko nehamo hoditi Jezusu. Ko smo se toliko izgradili v veri, da več Boga ne rabimo. Vse nam gre dobro in to je ta cerkev. Zdaj pa kaj Jezus pravi? Praviš, ne rabiš Boga, vse imaš, Jezus jim pa pravi, beden si, pomilovanja vreden, ubog, slep in gol. Se pravi, on jim pravi, fantje, to, kar imate, ste zaslepljeni, ste čist. Tako, večina ljudi danes je zaslepljena z bogatstvom in stvarmi, za katerimi se ženajo. In to te uslepi. In tudi, če si kristjan, če se ti ženaš za enim ciljem, ki si ga postavil, da boš imel več, da boš bolj uspešen, da boš imel ne vem kva vse boljš, lahko padaš v to slepilo bogatstva, ki zaduši seme Božje besede. V Markotu 4 beremo o tem. Zato vedno opazi, da ne boš mlačen. Kako pa nisi mlačen? Kako? Tako da pustiš Bogu, da svojo vročino pripelje v tvoj life. Okay? Svojo ljubezen. Da se te dotakne, da deluje v tvojem življenju. Da se boš pa lahko ti pravilno odzval na to, kar on v tebi dela. Haleluja. In zdaj v 18. vrstici, se pravi, to so ljudje, ki nočejo imeti nad Jezusom. Hočejo biti neodvisni, samopravični, samozadostni. Jezus v 18. vrstici jim pravi, svetujem ti, da kupiš od mene. A ni the best? A ni Jezus faca? On ni rekel, fantje, zdaj pa konc. Tok ste zabredali, da zdaj vam pa ukazujem, da takoj pri tej priči se spremenite. Ne, on jim da na svet. Zakaj? Ker ve, s kom ima opravka. On ve, da govori s poslovneži, z ljudmi, ki so v finančnem centru not doma in govori zdaj njihov jezik, haleluja, ki je svetovanje, haleluja. Amen. On jim svetuje, a ni faca. Jezus se ful poniža, na njihov nivo gre. Namesto, da bi jih dol, da bi jih s prstom, z Biblijo po glav tolku. Pride prijazno in mi da na svet. A ni naš Jezus faca. On najslabši cerkev v razodetju svetuje. Meni je to ful cool. Vem, ko je s tabo. Jaz bi bil z njim prijatelj. V 18. vrstici, kup od mene kaj? Zlato. Kaj je zlato? To je finančni center. Obleko, oni so imeli tekstil, imeli so še neko stvar, en prah so imeli, s katerega so neki kremi delali in to je pa to mazilo. Se pravi, on se čist na njihov nivo spusti in pravi, fanti, to, ko vi mislite, da imate, nimate, od mene to kupite. Pri meni imate pa vse to. Amen. Ti hočeš kariero, jaz prav, prid k meni. Amen. Hočeš biti pameten, prid k meni, haleluja. Hočeš biti uspešen, prid k meni, haleluja. Razumeš, če priješ k Jezusu, on te ne bo naredil za tretjerazrednega državljana, ki bo toliko neumen, da še spremnih izpitov na frizersko fakulteto naredil. Razumeš, če to sploh obstaja, se ne vem. Ne obstaja. Okay. Lahko da še Bog daje.
Razumeš? Če ti pri Jezusu, lahko vsak izpit narediš. Si lahko najbolj pameten v firmi, lahko imaš največji izum ti, razumeš? Jaz sem iz tebe eno budalo naredil. Ampak problem je, če to hočeš brez njega. Jezusu ni problem, če si ti milijarder. Samo je problem, če to hočeš brez njega. Pa če hočeš ti biti šef nad tem kešom. Razumeš? Pa če hočeš ta keš zato, da več nož Boga rabu. Da boš samo zadosten. Etko, večino ljudem je cilj, wow, da bom finančno neodvisen. Da ste slišali za ta izraz? Ne si to želeti. Je vse enemu tipu v Bibliji, ki si to želel, je rekel, vse prodaj pa pojdi za mano. Ker se je ful držal, vse zakone je izpolnjeval. Že od malih nog izpolnjujem vse. Je rekel, lej, fali ti tole ti fali, lej, navezal si se na keš. Dej vas keš, da je meni. In ni rekel, pol pa noš imel za burek. Ampak je rekel, pa boš imel pa bogatstvo, pravo. Pa boš imel pravo bogatstvo, ker boš imel v moji banki, kjer rja ne razjeda in tat ne krade in mol ne uničuje. Ne vem, zadnjič smo bili tle, pa smo šli v McDonald's, so opazili ful veliko luknjo na mojem hrbtu, spet mi je en mol razžrl obleko, razumeš? A ni to kriza, če imaš ful dobro obleko, pa ti jo mol začne žrti, ker nimaš več kaj s tem delati. Če daš v Božje kraljestvo, tam mol ne more razžirati, amen? In lahko pol črpaš, ampak zato pa rabaš vero, amen? Da si ti prinesel svoj denar v krščanski center, haleluja, zato rabaš vero. To ni logično. To ni logično, haleluja. To rabaš vero, haleluja. Ampak pa lahko črpaš, ker si v potrebi, haleluja, lahko črpaš. V bistvu črpaš tudi, ker ne veš, da črpaš, ker je Bog toliko dober, haleluja. V Luka 12:21 pravi, tako je s tistim, ki se nabira zaklade, pa ni bogat pred Bogom. Bod bogat v Bogu, haleluja. In zdaj, Jezus jim svetuje, ne od njega kupujejo, v bistvu jim govori, naj pridejo k njemu. In zdaj pogled 19. vrstico, prav svarim in pokorim, kogar ljubim. A je malo neugoden jezik tole? Meni všeč, vam povem, iskreno. In sem šel, jaz grem vedno take besede v original pogled. Isto kakor Hebrejcem 12:6 prav, tepam vsakega sina, ki ga ljubim. In spet mi ni všeč, ker ne štekam, da bi Bog tepil mene, če je Jezus že plačal ceno za moje grehe. Tako da ne gre to skupaj. Če je nekdo že plačal ceno, zakaj moraš še mene tepsti zdaj? Ne gre, ni logike. In je res ni. Dokaj ne greš v original in vidiš, da govori, da trenira vsakega sina, ki ga ljubi. To je pa dobro, jaz pa rabim trenerja. Amen? Amen? Razumeš, da ti imaš osebnega trenerja. To je največ. To je največ. On te trenira in naj ti povem, on te ne trenira s palco pa korenčkom. Če boš pri nebu, boš malo korenčka odgriznil. Čim, paf, po roki. On te trenira kako? Piše, da te trenira. Druga Timotej 3:16 pravi z Božjo besedo. Božja beseda je dosti, da narediti človeka popolnega. On ti skozi šepeta, skozi ti svetuje, skozi te dati dober ali pa slab feeling, rdečo, zeleno luč. Učite, ne tja, pojdi sam. Ampak največ ti učiš čez svojo besedo. Zato, če malo bereš Biblijo, boš imel ful, malo boš treniran. Če ful bereš, ber novo zavezo, res. Če ti Bog ne govori čez novo zavezo, veš kaj reči, še več ober. Še več in ti bo začel govoriti, res. Res, 100%. Ker to je življenje in duh, okej? Če živiš samo od lufta, boš zabluzil, boš rabil New Ager, boš rabil kenguru, boš rabil ful, super duhom, pa brez substance, brez rezultatov. In govoril ti bo demon, ne Bog. Zato rabaš Božjo besedo, da si ustaljen, da si umiren, da si usidran v Božji besedi. Amen? Amen, haleluja. Klema, kva praviš, da moram brati Biblijo? Svetujem ti, da jo ber. In zdaj, zato tukaj je, on pravi, kogar ljubim, da ti pa povedal pravi pravot, ne svarim pa pokorim, ampak opozarjam z lučjo. Se pravi, razsvetljujem njegovo temo, da on vidi, kje je problem, da se nos potaknu. Amen, to je pa malo drugače, etko. Zato, lahko daš nazaj uno sliko prej, ko Jezus stoji pred vrati. Zakaj sem to sliko zbral? Ful je slik, kjer Jezus stoji pred vrati pa trka. Ali pa malo še počak, prej na ta citat pridemo. Dobro, zdaj si šte. Vidite, da ima tukaj ima luč, zato sem dal to. To je edina slika, ki sem jo najdel, da ima luč v roki. Ko trka Jezus na vrata, sicer nekako dobro se vidi, ampak on te opozarja tako, da ti luč pržge.
In ti naenkrat vidiš stvari, ki jih prej nisi videl. Prej si zaupal napačnim ljudem. Bil si prevaren, imel si napačne informacije. In zdaj Jezus pride s pravimi informacijami. Luč ti prižge. Reče, fant, ne to delaj, tole ni dobro. Tukaj se dobro končal. Pej traj sem, pazi, tukaj je zanka. Tle te hoče ujeti. Razumeš, ta ženska ni zate, haleluja. In tako naprej. To je pa dobro, amen. Kdo si ne bi tazga Boga želel? Amen. To je trener. In pol naprej se pravi, upozorim te in ista beseda, kot v Hebrejcih je treniram te, ne pokorim te. To zgleda, kot da je Bog prišel meni na vrat stopiti in me pokori, da bom garal za njega, kaj ena živina, kaj en vol bom zdaj ural v njegovo nivo. Pozab, haleluja. Naj si Mehičane za to ne, pregled, hecam se. Jaz sem njegov sin, amen. Sem njegov sin, haleluja. Nisem njegov vol, sem njegov sin, haleluja. In on me trenira, haleluja. In kaznoval me ne bo, ker je že svojega sina za to kaznoval, amen. Mene kaznuje lasten greh. Jaz, ko grešim, me lasten greh, teža greha me uničuje, ne Bog. Bog me pa gleda dol, ko unči gumi, če si kdaj šel na burek, ki je v asfalt prilepljen, me hoče dvigan dol iz tal. In zdaj prav, v 19. vrstici, bod goreč, ok, bi rad bil goreč, bod goreč, kako? Kako si lahko goreč? Tako, da se spreobrneš. Okay? Bod goreč, kako? Da se spreobrneš. Kaj pomeni, da se spreobrneš? To je metanoja, da si premislil. Prej si mislil, da si ti glavna faca, da moš ti ne vem kaj, zdaj ti pa Jezus vse. Amen? Zdaj pa v njega zaupaš, pravičen si zaradi vere v njega, verjameš, da bo on poskrbel zate, verjameš, da če boš njega poslušal, bo the best. Amen? Verjameš, da ti on dober hoče. Kako razmišljaš o Bogu je najbolj pomembna misel v tvojem življenju. Haleluja. Kdo je tvoj Bog? Amen? Dober razmisel, kdo je tvoj Bog. Ker tako se boš počutil. Če je tvoj Bog en s palco pa korenčkom, te bo vedno malo rit bolela. Razumeš? Vedno se boš malo držal za glavo, odkje bo kaj priletelo. Moš vedeti, da tvoj Bog ni tvoj Bog. To je miks, ki ga on ne mara. Haleluja. Tvoj Bog je ful goreč. On ne more živeti brez tebe. Amen? A misliš, da veš, koliko te mrad? Jaz mislim, da nimamo pojma, cerko. Mi nimamo pojma, koliko nas bo Bog rad, res. Ker če ne se niti eno sekundo v svojem življenju več ne bi bal. Eno sekundo v svojem življenju več ne bi bil pod obsodbo. Eno sekundo v svojem življenju se več ne bi počutil zavrženega, razumeš? Eno sekundo več ne bi imel dvoma v svojem življenju, bi imel totalno vero, skozi. Ker vera deluje kako? Po ljubezni, amen. Ker veš, da te ima Bog rad in pa mu vse verjameš, haleluja, amen. In pol veš, wow, to, kar on rekel, to je to. Ok, se pravi, bod goreč kako? Da še več se znojiš za Boga. Ne, spreobrni se, začni drugače razmišljati o Bogu. 20. vrstica, stojim pri vratih in trkam. In cerkev, zdaj pa preidemo, zdaj je bilo uno, kaj je vse narobe v cerkvi in kaj morajo narediti, se pravi, mora se spreobrniti. In zdaj pridemo pa v drug del pisma, kjer pa on zdaj gre v akcijo. Cerkev, naš Bog je v akciji, on je v gibanju, on deluje. On ni ena teologija v nebesih in ti si prepuščen svojim odločitvam, ne. On je zdaj prišel po tebe, haleluja. A ni to the best? On je zdaj prišel trkati na tvoje vrata, zato ker ti nisi na njegova vrata prišel. Razumeš? Poglej si v Mateju 7, prav, trkajte in se vam bo odprlo. Se spomnite? Jaz sem rekel, kdorkoli išče bo najdel, a je tako? Trki, kdorkoli trka se mu bo odprlo, a je tako? In kaj je problem? Laodiceja je toliko mlačna, toliko samopravična, toliko samozadostna, da sploh ne išče, ne trka in ne prosi. In zdaj Jezus bi lahko rekel, ma ko vašljivi, pa zgnite v te svoje samopravičnosti. Ne, on pride trkati na njihova vrata. A ni Bog dober, cerkev? A ni Bog dober, haleluja? Oni ga zanemarjajo, nočejo imeti nič z njim. On pa pride, lahko daš ono sliko z lučjo nazaj, Jezusa. On pa pride z lučjo, dobro, da tle ne vidimo tega žalostnega obraza, dobro, ker on ni žalosten, ne pojem. Ker piše, da je Bog je ful vesel nad vsakim grešnikom, ki se spreobrne, je izredno veselje v nebesih, amen. On že na vrata pride ful happy. In ne ti pojem, nima sam luč, on ima še flašo vina, pa kakšen hlebec kruha zraven.
Ja, on je prišel na žur, razumeš? On ni prišel vas kisu na žur, ni prišel s palcem po glavu, ko boš prvi, puf, kje si to kdo hodil? Kva mi nisi že sam odprl? Zakaj nisi ti prišel trkati, da moram jaz zdaj srednjo čih tebi hodil? A nisem rekel trki ti na moje vrata, zdaj pa, le kakšno štalo mi delaš, da moram jaz tebi hoditi. Rekel, Bog prije k tebi. On se poniža. Če si ti ful ponosen, on ni. On ni ponosen. On bo prišel k tebi. Ker si ti ful ponosen, ful egocentričen, poln samega sebe, te ne bo prepustil tvojemu ponosom, bo prišel in bo rekel, hej, tukaj sem, halleluja, te odpri. In ti se ne upaš odpreti, ne veš, kaj te bo zdaj kaznoval za vse grehe. In on pravi, hej, ful ima meno presenečenje, halleluja. Sabo sem vin prinesel, hej, imam vin sabo, pa kruh, halleluja. Ma bom razsvetljiv stvari, hej, ful ti bom olajšal life, halleluja. No se ti treba toliko mučati, razumeš? Prišel sem te rešiti, človek, hej. Ful imaš sovražnikov, lej, kam jaz prišel, bo izginal, halleluja, amen? Kako temo premagaš, sam luč prižgeš, tako. In zdaj, če navramaš, pogledaj, v 20. vrstici prav, in bom večerjal z njim in on z menoj. Se pravi, on je prišel večerjati, ne ti povem, on ne pride praznih rok na večerjo. Razumeš? On je prišel nekaj ti prines, on je prišel večerjati s tabo, k tebi domov, halleluja. Ker ti nisi hotel k njemu priti, on pride k tebi. Jaz se spomnim 5. julija 92, ki je prišel v moje življenje, je rekel, kje si ti, Klemen? In sem dol padel, da se je spustil na moj nivo sploh in da me kliče po imenu. Razumeš? Bog se na tvoj nivo dol spusti. A ni faca? In je rekel, kje si ti, Klemen, ker si mi preklinil v 3 jezikih, kva boš pa zdaj rekel? A se mi še upaš preklinati? Ne, sploh ni omenil mojih grehov, razumeš? Samo vprašal me, kje si? Sem rekel, jaz sem v temi, priti v moje življenje, halleluja. In čez noč sem postal drug človek, halleluja. Sploh nisem razumel nič. Ampak avtomatično nisem mogel več preklinjati, nisem mogel več sovražiti, nisem se ga mogel več napiti, niti zadeti. In pol na koncu kaditi več cigaret navadnih nisem mogel. Razumeš, koliko je Bog dober, halleluja. In zdaj poglej naprej. Ok, se pravi, a sem vas prepričal, da je Bog milosten. Se pravi, folk, ki ga ne išče, jim on trka na vrata. Drugič, ne samo, da jim trka na vrata, večerjati hoče z njimi. Večerja je pa najbolj intimen odnos, etko. Ni rekel, ma daj greva hit na eno kavo, greva hit na eno malco, deva nekaj zajtrkovati. Ne, večerja, to ko si zrihtaš, pripravaš, etko, svečke gorijo, ne vem, kva se dogaja. Ta prava atmosfera mora biti. In to si on želi, amen, z ljudmi, ki nič nočejo imeti z njim, halleluja. A je naš Bog dober ali ni, cerko? Jaz ne poznam tazga Boga, razen Jevsa, halleluja. Ampak ne vam povem, to še ni dost. On je še boljši od tega, ker kaj jim pol prav, kdor zmaga, bo sedel na moj prestol, fantje. Fantje, pridite z mano na moj prestol. Pozabi to, ker tlej mislijo, da imaš banko pa nekva. Ej, prid z mano, Vlad, imaš Porscheja, ma to je brez veze, halleluja. Prid z mano, boš imel nekaj ful več. Amen? Bo z mano vladal na mojem prestolu, halleluja. On ljudi, ki so samo pravični farizeji, ki nič nočejo imeti z njim, pride jih iskat, na večerjo jih pa še kar na svoj prestol povabi. A je naš Bog facalnik, halleluja. Amen? Poglejmo si še za zaključek, Efežanom 2:6 in 7. In z njim ured nas je obudil, se pravi, mrtvi smo bili, Jezus nas je obudil in nam dal sedež v nebesih s Kristusom Jezusom. Se pravi, Bog Oče nas je skupaj z Jezusom obudil in nas posadil na svoj prestol z Jezusom. Zakaj? 7. vrstica, da bi v prihajajočih dogajanjih pokazal obilno bogastvo svoje milosti z dobrotljivostjo do nas v Jezusu Kristusu. Se pravi, on te je obudil zato, da se bo zdaj hvalil s tabo, da kad te ljudje vidijo, bo videl, Bog je pa toliko dober, to si ti nisi mogel zaslužiti, niti nisi ti taka faca, ampak je sam Bog ti je lahko to dal. Amen? In a lahko še jaz imam malo tega Boga, prosim. Halleluja. A lahko še mene pripeš. In jaz povem, tazga Jezusa bojo vsi hoteli. Amen? Tazga, ki jim pa teži, kva se je z njimi narod, pa ne on ben hotel. Ker to jim že itak cel svet teži. Razumeš, pripel Jezusa najprej v svoj life, najprej mu odpri vrata, kad na tvoje vrata trka, odpri mu vrata, večeri z njim. Bod goreč. Kako? Večeri z Jezusom.
In pol pejdi z njim na njegov prestol, haleluja. Da se njegova milost razudane v tebi, haleluja. Hvala ti, Oče. Hvala ti, Jezus. Kaj nam Bog govori v tem pismu? Da to ne gre, da bi mešali nek zakon pa milost, vse skupaj nekaj pomešali, pa en svoj miks naredili iz krščanstva, ker ga on tega ne bo pil. Bod pod zakonom, da boš videl, kakšen grešnik si, ali pa priti v njegovo milost, haleluja. In pridi živeti po veri v njega, haleluja. Pol nam govori, da uspeh in bogatstvo ne morata biti smisel tvojega življenja. To te ne bo srečalo. Rabaš Jezusa, vse, kar delaš, deli skupaj z Jezusom, haleluja, vse njemu predaj. Če si ti toliko dober, pravičen in bogat, da nič ne rabaš, zakaj pol Jezus umrl na križu? Razumeš? Haleluja, rabaš Jezusa. In tukaj nam govori, tudi če se mi zapremo v svoj svet, on pride in trka na naša vrata. In hoče, da mu odpremo, hoče večerati z nami in hoče nas dvigati ven iz okoliščin, da skupaj z njim sedimo na njegovem prestolu. Okay? Amen. Ok, in kaj smo videli v Jezusu čez celo pismo v razodetju? Ne vem, što sam na hitro prebem. V Efezu je dober pastir, ki nas kliče v svoj počitek. V Smirni je življenje in ostajenje vsem, ki so soočeni s preganjanjem in smrtno nevarnostjo. V Pergamonu je on nad vsem in prereže čez vsako laž hudiča z besedo svoje resnice. V Tiatiri je povzdignan Božji sin, ki nasprotuje prevarantom in ščiti svoje otroke. V Sardih je rešitelj, ki prebuja neduhovne ljudi, da je lahko obleče v svojo pravičnost. V Filadelfiji je sveti Bog, ki odpira vrata, daje moč šibkim in daje ime tem, ki nimajo imena. In v Laodiceji smo videli, da je zvesta priča, ki pokaže ljudem, koliko so izgubljeni brez njega in potem jih povabi na večerjo in na svoj prestol. Amen. A je Bog poln milosti? Haleluja. A je da bez da sledimo Jezusu? Amen. A je da bez da se še bolj odpremo za njegovo ljubezen? Amen. Naj on deluje ta teden v tebi, bolj kakor si kdorkoli mislil. Amen. A lahko skupaj ostanemo. Haleluja. Dajmo predati svoje življenje Jezusu. Mogoče kdo tukaj danes, da ne poznaš Jezusa. Haleluja. Da mogoče si naredil svojo religijo in v bistvu se nikoli nisi srečal z Jezusom, ki te ljubi in je on plačal ceno zate. Haleluja. Benja, lahko mogoče greš na kitar. Da se Mara lahko malo počiva. Haleluja. Ko ona je le še v srednji šoli, veš, nima to kilometrije po moje. Kukor ti, ki si že navajena delati v ful hudih firmah in tako naprej. V ful uspešnih firmah. Hvala ti, Oče. Kdorkoli, haleluja. Če bi rad sprejel Jezusa, predal življenje Jezusa, pa ne veš, a si mu odprl vrata, da on vstopi v tvoje življenje ali nisi, ali se še vedno držiš neke svoje religije, te vabim danes, da predaš življenje Jezusu, da mu rečeš, Jezus, jaz sem zgubljen brez tebe. Jaz se ne morem, niti se nočem sam odrešiti. Zato danes verjamem, da si ti umrl za moje grehe na križu, da si plačal ceno za moje odrešenje. Jaz ti danes odpiram vrata svojega srca in te prosim, da vstopiš not in večerja z mano. In te sprejemam danes za svojega Gospoda in svojega rešitelja. In če boš to naredil, bo Jezus prišel in bo on tvoj rešitelj in se boš vsak dan lahko z njim družil in rastel v tem odnosu. A lahko samo dvigneš roko, če še nisi Jezusa sprejel za svojega Gospoda, pa bi danes to naredil. Lahko mi daš samo en znak in bomo skupaj molili, da Jezus pride v tvoje življenje. A je kdo tukaj, da bi danes rad sprejel Jezusa? Haleluja. Da še ne veš, a si odrešen ali nisi? Haleluja. A verjameš v Jezusa? Ok, mogoče, da bo lažje lahko vsi skupaj molimo to molitev. Prav, dajmo vsi skupaj moliti. Mogoče kdo to na YouTube gleda, pa bi rad sprejel Jezusa. Mogoče lahko pomagamo ljudem, da skupaj sprejmemo Jezusa, ok? A lahko molimo skupaj. Predstavljaj si, da te Bog posluša. In sam zapri svoje oči in se fokusiraj na Jezusa. On je tukaj, on ni nekje daleč. On je prišel do nas, da posluša, kaj mu boš rekel. On trka na tvoje vrata. Mogoče čutiš v svojem srcu, kada je neka bitka, nek boj. Ne ti povem, tvoj meso se upira. Je duhovna vojna danes, ki hudič noče, da preda življenje Jezusu. Ampak ti imaš moč odločitve danes, da odpreš vrata,
Bog ne bo odprl vrat. On samo trka, ampak ti moraš odpreti vrata in odpreš jih tako, da ga povabiš. Tako da, če bi rad odprl vrata, mol en stavek po en stavek skupaj za mano. Reč mu, Jevs, jaz te rabim. Jaz se odločam, da ti predajam svoje življenje. Verjamem, da si na križu plačal ceno zame. Da si ti umrl in bil kaznovan za moj greh. Verjamem, da si tretji dan vstal od mrtvih. In da zdaj trkaš na moja vrata. Jaz ti odpiram vrata. In te vabim, da vstopiš v moje življenje. Da večerjaš z mano. Jaz te sprejemam za svojega rešitelja in svojega Gospoda. Jaz sem zdaj odrešen po veri vate. Jaz zdaj zaupam vate in sem tvoj otrok. Hvala, da me zdaj ti vzgajaš. Da me ti vodiš. Svojo besedo. Da mi govoriš na srce. In da si mi dal brate in sestre. Da lahko skupaj rastamo v odnosu s tabo. Amen. Haleluja. Amen. Slava Jevs. Dajmo en aplavz Jevs. Božja beseda pravi, da je ful velika radost nad enim človekom, ki sprejme Jevsa. Nad enim grešnikom. Haleluja. Bote vsi blagoslovljeni. V naslednji teden, ne ta teden, ki je zdaj pred nami, še naslednji bomo imeli spet preroka tukaj v cerkvi, Viktorja iz Španije. Povabite še kakšne frende. Vedno ogromno ljudi sprejme Jevsa, ko Viktor pride, ker mu Bog kaže stvari v srcih ljudi. Točen urnik bo na sprejmi.si. V sredo ob 6 imamo tukaj na istem mestu preučevanje Biblije, pol 7. V nedeljo ob 6, v sredo ob pol 7, v petek je ob 7 molitev. Molitev je spontana, ni programa, kdorkoli bi rad, lahko priješ mol, lahko tudi molimo za tvoje potrebe, molimo za Slovenijo, tako naprej. Kdorkoli, če še kaj rabiš od Boga, prijeti naprej, imam molitveni tim, ko bo molil zate, kdo rab čaj ali pa kavo in tam